gremo? Nazaj na Sejšel. Kam gremo? To the airport. Na Sejšel. No, not Seychelles. I want to go to Seychelles. Okay. Daddy, I love you. Rate imam, babi. Latte, baby. Adio. Adio. We don't. We don't. Yeah, we're going. Vsi trije kovčki so prispeli. In smo tu. Jaz se kuham v trenirki. Mi je res ful vroče. Pač izmrzle Slovenije. Priditi v trope na koliko je? 26-27 stopinj, ampak je ful veliko vlage. In zdaj še čakamo na prevoz. Brandonov kolega mečkeno zamuje. Ni to tako po mojem mami. Pride in nas pričaka, to je malo drugače. Ampak okej. Naj se ponovno nova avantura začne. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you you whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. Ravno prispeli domov, kovčki so še vedno tu. Razgled. Welcome home. Ampak, preden bomo, preden bomo začela uživati, najprej ena bar kafe kavica. In pol moramo celo stanovanje spucati, ker je stanovanje napadla vlaga. In to je normalno, v tropskem okolju smo, ful je vroče, ful je vlažno, vse je bilo zaprto, sploh spalnica je malo kriza, tako da že perem poštre. Evo. Ja, in kopalnico je treba spucati, obe sobi, obe kopalnici, treba je teraso ščistiti, tako da je... Juhej! Dobro jutro, danes je ponedeljek in sem si mogla vzeti 2 dni, da se spravim skup. Jet lag je kar zanimiv. Tako da zdaj je ura 15:10 dopoldne in ja, spimo tam 8, 9. Ja, zdaj sem pa že moram urediti par stvari, ker začnemo s skupinskimi vadami že v četrtek. Tako da moram danes sem poslati e-maile. In ja, work mode on. Tole imam pripravljen v studio, to je moj mini studio, ker še nisem imela ta velikega.
In ja, smo že v pripravah. Včeraj je v bistvu pa cel dan deževalo, danes je pa ful lepo vreme, tako da vam malo pokažem razgled. Čudovito more, ja. Takšen je moj razgled. Palma. In ja, je deževalo in pol v bistvu vse pusti, vse mokro. Tako, ok, potreba spucati. Polštre pa sušim že menda. Sem jih mogla oprati, pa še zdaj ne gre dol. Tako je to, ja, vlažno vse bilo, ampak sem jih oprala, tako da mogoče bom še enkrat dala, čez bom videla, ampak edini problem je zdaj tle pri pranju, ko smo v deževni dobi, je v bistvu res zelo vlažno in se zelo dolgo pač cote sušijo, tako da jih dam zvečer tudi noter, da se malo hitreje posuši. Zdaj pa če je sonček, pa itak gre vse na sonček, tako da ja. Zdaj pa grem po fitness opremo, ki nam jo je dalo Ministrstvo za šport. In ja, se bom po dolgem času spet usedla v mojo Kio. Pač v Sloveniji nisem vozila, tako da upam, da se bom varno prepeljala par kilometrov stran, pa še tankat moram. Ampak pri nas je tankanje zelo, zelo prijetno, ker dejansko ne gremo sploh iz avta in nam oni natankajo. Mi potem samo plačamo. Za tiste, ki boste prišli sem, vidim veliko turistov, ko grejo iz avta ven in hoče sami plačati, tako da ni vam potrebno iti ven, tako da vse naredijo to naši bencinski serviserji. In tukaj je moj studio. Welcome home. Feels good. Evo, pa sem nazaj v svojem fitness studiu. Tule sem prinesla gor še darila od Ministrstva za šport. Tukaj noter je 6 steperjev, pa smo dobili težke, booty bande. Jaz sem si še nekaj stvari v Sloveniji nabavila, še 2 TRX-a, pa si moram še zmontirati gor tule pull-up bar, da imamo to. Še eno žogo si moram kupiti in pol mislim, da smo tuto kompleto. Mogoče, da v prihodnosti še malo boljše špegle nabaviti, oziroma ogledala, ampak zaenkrat bo tale ok. Majčkeno smo se poredili, niti ne poredila, ampak imam malo bolj močne noge. Se vidi, ja, čisti fitness dela razliko kot pa funkcionalni fitness. Funkcionalni fitness, to, kar jaz počnem, oziroma metabolic conditioning, metabolični trening, v bistvu je bolj atletski tip treniranja. Fitness, kar sem delala s Klaudijo, je pa v bistvu bolj bodybuilding style in pa moj tip telesa je tak, da dejansko res ful hitro dobi mišice povsod. Ampak je res tudi veliko od prehrane. Ja, o tem več kasneje. Tako da ja, zdaj pa gremo na delo. Moram malo vse pometiti, pomiti, potem pa malo prestaviti zadeve. Imam še klopco eno od mojega svaka, ki še mora prinesti in to je to.
še bolj v tropih, lahko prideš na trening. O moj bog. Maškari se kmalo, ja. XXXL. Seveda se jaz s tem zadevami ne strinjam najboljš. V bistvu, če se res hočeš potiti, če imaš mogoče kakšno tekmovanje, v katerem moraš res izgubiti ful veliko vode, pol tja, ampak punce trenirajo v našem tropskem okolju, kjer je dejansko 30 stopinj, ko ti treniraš. In res se ful potiš že tako brez vsega in pa si dajo še tole gor, kar je totalni mini nesmisel, ampak ja, je treba zaprobati. In še zadnja stvar, ki moram narediti, je pomiti po tleh. In smo pripravljeni. Četrtek zjutraj začnemo. In to je bilo to za današnji vlog. Malo pogleda v moje vsakdanje življenje tukaj na Sejšelih. Ta vlog je bil čisto raztrešen, malo sem, malo tja, ampak ja, tako pač je. Tako da naslednjič upam, da bojo kakšni boljši vlogi. Drugače upam, da ste uživali. Kmalu prihaja tudi nov vadbeni video v slovenščini. In pa seveda nov vlog. Spodaj mi pa lahko komentirate, kaj bi radi želeli videti iz Sejšelov, seveda ja, tropske plaže in vse to tudi pride na vrsto. Lepo se imejte, se vidimo naslednjič. Čau!